Naš gost. Spoštovani poslušalci, dober dan, lepo pozdravljeni. V našem sobotnem popoldnevu sem res vesel, ker bo pogovor zagotovo srčen, ker je z menoj srčna oseba, gospa Tatjana Zorko, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Dobrodošli pri nas. Ste morda tule v naših prostorih že uzrli kakšno srce? Ponavadi mi vedno pride kakšna podoba srca, ampak danes je pa nisem videla, ker sem srečala vašo sodelavko Matejo, s katero sva se tudi srečali že pred davnimi leti, tako da sem zrla v obraze. Ja, kako bi, če se začneva pogovarjati o vašem življenju, seveda ne moreva mimo začetkov, kako bi opisali svoje otroštvo? Ste takrat že kaj čutili, kam vas vleče, kakšna bo vaša pot? Če zdaj iz perspektive 70 let, ki sem jih pravkar dopolnila, gledam na svoje otroštvo, potem gledam veliko bolj mehko, nežno, manj strogo, bolj milostno, kot sem gledala takrat, a ne. Moje otroštvo me je zelo zaznamovalo zaradi pač družinske situacije, v kateri sem zrasla, vendar me je zaznamovalo v dobrem pravzaprav. Živela sem zelo v revni družini, mama je bila samohranilka, oče nas je zapustil in bili smo zelo revni in jaz sem bila pridna učenka, recimo, in po osnovni šoli ni bilo samo po sebi umevno, da grem na srednjo šolo in da študiram in to. Mama, ki je imela samo par razredov osnovne šole, letnik 32 med vojno in tako je živela kot otrok in mlado dekle, je si želela, da bi imela jaz čim prej poklic. Ker če imaš poklic, potem imaš službo, si varen, sploh kot ženska, a ne, nisi odvisen od moškega, ki te lahko zapusti in tako. In ona si je želela, da bi jaz šla na administrativno šolo, moj brat edini je šel na srednjo gostinsko šolo, ampak je bil zelo talentiran kuhar in je še vedno. In jaz naj bi pa šla na administrativno šolo, vendar je moja razredničarka rekla, ne, Tatjana pa naj gre kar na gimnazijo. Ona je tako talentirana za jezike, a ne, in moja mama, preprosta ženska, je seveda se uklonila, ne, pred to avtoriteto in jaz sem se vpisala na gimnazijo v Mariboru. In med gimnazijo sem imela tudi zelo lepe ocene, ne vem, če sem bila zelo pridna, ampak ja, nekaj v meni me je poganjalo naprej, a ne. In med 3. in 4. letnikom gimnazije sem spoznala v eni študentski veroučni skupini 2 medicinki. Medicinski sestri ali zdravnici? Ne, zdravnici. Ena je bila Zvonka Šteblaj, pa Vesna Manfredo. In one 2 sta meni spremenili življenje, ker kako sta se oni, Vesna je bila že zdravnica, Zvonka je bila še študentka, in kako sta oni 2 govorili o medicini, o ljudeh, ki se jim lahko pomaga. To je bil prav en sveti poklic, a ne? In je takrat zaiskrilo se? Takrat sem bila jaz. Sem vedela, da bom šla na medicino, čeprav se je zdelo popolnoma nemogoče. Zakaj? Ne? Zakaj? Morala biti v Ljubljano, a ne, iz Maribora v Ljubljano. Ja, fakultete. Ja, kje bom dobila štipendijo? Mama me ni mogla financirati, kje bom živela, kako bom živela, a bom sploh naredila sprejemni izpit, a ne, najdaljši študij sploh, ne, je to bil. Ampak vse se je zgodilo, vse se je zložilo, naredila sem sprejemni izpit, srečala sem ljudi, ki so me podprli, ena teta in stric, ki sta živela tukaj v Ljubljani, sta me zelo podpirala, tudi drugi ljudje. Res sem bila včasih tudi lačna, ker nisem imela
denarja za hrano. Vi ste se potem iz Maribora preselili seveda v Ljubljano, živeli kje? Tako. Najprej živela sem z eno sošolko iz gimnazije, ki je imela možnost in ja, glejte. Postala sem, leta 1981 sem diplomirala na medicini in ni bilo samo po sebi umevno, res. Po taki poti. Ja. Leta 1981 seveda so to čisto drugi časi kot danes. Ja, res. Vas je potem peljala pot najprej kam kot zdravnico? Ja, torej po zadnjem izpitu, ki je na medicini kot diploma, sem imela potem ta enoletni staž, kjer sem krožila po različnih oddelkih in tudi tukaj sem imela recimo izjemno srečo, da sem srečala profesor Jezerška, on je bil tak internist z dušo in telesom, je delal tukaj v bolnici Petra Držaja in jaz sem že pred uradnim stažem prosila, če lahko pridem k njemu in potem je on mene naredil kot popolnoma zeleno, popolnoma neizkušeno, z nekaj znanja seveda iz medicine za svojo sodelavko. In to je bilo ravno v poletnem času in imela sva on je imel seveda enega pacienta iz Zenice, mladega fanta, ki mu nikakor po celi Jugoslaviji je ta fant, ki mu je bilo ime Zorko, moj priimek pa Zorko. In ta fant je po celi Jugoslaviji krožil zato, da bi dobil diagnozo, ker je imel napade tako močne bolečine v trebuhu, ki je značilna za neko bolezen, ampak nihče ni na njo pomislil. In midva se s profesorom Jezerškom se z njim ukvarjala zelo, brala knjige, takrat še ni bilo interneta, ja. Tako, ja. In jaz sem hodila z njim na razne konzultacije, k psihiatru, še profesor Levo Milčinskemu, temu znanemu psihiatru, sva šla. In vsi so me obravnavali tako, kot da sem jaz res zdravnica, ki si prizadeva z vsem, kar je in vsem, kar zna, skrbeti za svoje paciente. In on je ugotovil seveda, kakšno diagnozo ima, in ta človek se je vsako leto na dan, ko je mu bila postavljena diagnoza in seveda učinkovita terapija, vračal iz Zenice, ta mlad fant iz Zenice, da bi se zahvalil profesorju in meni. Vsako leto? Vsako leto. Če se, gospa Tatjana Zorko, neverjetno. Takole sem pomislil, če bi primerjali današnje čase in te razmere, v katerih danes živimo, seveda popolnoma drugače kot takrat. Poklic zdravnika je bil drugače razumljen, drugače cenjen kot danes. Kakšno primerjavo bi naredili? Veste kaj, jaz sem aktivno delovala, zdaj sem upokojena 41 let, pa če štem še študij, pa to se mi zdi, da sem itak zdravnica vse življenje. Vse življenje, res, ja. Ampak jaz nisem čisto nič drugačna, kot sem bila, Ravno včeraj so me prosili eni znanci, če bi se pogovorila z sinom, hčerko in mamo ene gospe, ki mora pri 69 letih iti na operacijo srca, in jim je to seveda predstavljalo hudo breme, ker diagnoza je jasna, danes medicina zelo hitro postavi diagnozo, ampak zaradi pomanjkanja časa, po moje, ne zaradi pomanjkanja empatije, želje pomagati človeku, ne sliši njegove zgodbe, ne da priložnost, da bi se ta diagnoza nekako usedla v človeka in da bi človek razumel, da ni bolezen vse, kar je v njegovem življenju, ampak da je on še vedno ta človek s to diagnozo.
No in sem rekla, da naj pridejo vsi trije in potem so mi poslali izvide, jaz sem izvide prebrala in potem sem njim z nekim razumljivim jezikom povedala, kaj to pomeni, jih opolnomočila, da ta operacija je potrebna, da naj zaupajo, da bo, ne. Gospo sem vprašala, si želi iti na operacijo, a se jo boji. Je rekla, ne, jaz si želim, ker želim biti zdrava, ker želim še živeti, skrbeti za vnuke in to. In ta hvaležnost, ne, ki sem jo čutila, da so po tem pogovoru, ne, to osmišljuje moje delo, ne. In ga je tudi že takrat očitno, In ga je že takrat. In tudi veliko mojih kolegov, ne, neznansko trpi, ker nimajo tega časa, ne, da bi se usedli s človekom. Medicina je vrhunska, a ne, ampak ta čas, ki je največja vrednota, da se res usedeš s človekom, a ne. Ja, pa ga je bilo takrat več v tistih vaših Jaz časih. mislim, da ga je bilo več. Zanimivo, zakaj? Ja. Danes imamo na razpolago toliko možnosti, medicina vrhunska, tehnologija, diagnoza se postavi hitro, časa pa ni. Ja, mislim, da smo se prodali, ne, da smo se prodali tej vrhunski medicini, ne, ker res je zelo zanimivo, ne, kaj vse lahko odkriješ, a ne. Ampak če ne postaviš človeku možnost, ne, da bi prepoznal svojo bolezen kot neko darilo, čeprav je to, mogoče se sliši noro, ne, ampak so napisane knjige o tem, da je bolezen darilo. To sem tudi jaz na svoji koži, morda bova še prišla do tega. Ne, bolezen je darilo, ki ti omogoča, da se na nek način na novo rodiš v samega sebe. Ne? Da nekako odpade tisto, kar moraš, ne smeš, ne, ta zunanja podoba, ta fasada, ne, ta neizmerni trud, da bi bil, da bi imel, ne. In v tem trenutku, ko se to zgodi, ko človek je soočen s to diagnozo bolezni, je zelo dragocen človek ob njem, ki mu lahko odpira te poti najbrž. In če to zdravnik, ki ima čas za to, najbrž je to, kar želite povedati, ne? Ja, bistven je, a ne. Zaradi tega, ker ljudje še vedno zdravniku, ne, zaupamo, a ne, da ve, ne, da ima to veščino, ta dar, ne, da nas bo opolnomočil, ne. Jaz vidim, kako ljudje, zdaj je ogromno zdravilcev in ogromno, ne, pomoči in coachov in ne vem kaj vsega, ampak jaz vidim, kako ljudem veliko pomeni, če nekdo kot zdravnik pove mogoče iste stvari, kot jih pove zdravilec, ne? Kako to človeka bolj opolnomoči, mu da neko večjo varnost, sigurnost in tako. Tako da jaz mislim, da časi so se spremenili, ampak na slabše, a ne? V tem smislu medčloveških odnosov, ne? Med tem, da bi se res podpirali, a ne, med sabo. Ampak mogoče samo z neko bližino, z nekim sočutjem, z nekim razumevanjem in z vsem ostalim. Ne ali si prijazen ali si strokoven, ampak si prijazen in strokoven. Kdaj ste, gospa Tatjana Zorko, sami začutili, da morda medicina, ta klasična medicina, ne zadošča včasih popolnoma, da je potrebno še nekaj več, nekaj v tem smislu, o čemer sva prejle govorila?
Jaz mislim, da je bilo to že od vsega začetka, a ne, da sem jaz nekako, torej kot otrok zelo veliko brala. Sem hodila tam v eno vaško knjižnico in ta gospa mi je posojala knjige in tudi darovala one knjige za odpis. In jaz sem zelo veliko brala in mislim, da me je to tudi pripeljalo do teh besed, a ne, ker pri nas doma ni bilo nobene knjige, ne, in seveda tudi nismo imeli besed, tudi je bilo veliko molka. A ne? Torej, oče je šel in nišče ni vedel, zakaj je šel. A ne? Mama je bila žalostna, nesrečna, bolna, ne? Nič ni bilo besed. No, te besede, ki sem jih jaz dobila res z branjem, so meni omogočili, da sem začela govoriti, ne? Da sem iz tega molčečega, nemega človeka začela govoriti in seveda srečevati ljudi, ki so me zelo opolnomočili. A ne? Sem razmišljala o tem, ne, koga je vse potrebno omeniti na moji poti, a ne, poleg teh mojih medicinskih učiteljev. Ne. Jaz sem potem recimo že kot študentka delala z doktor Rugljem, Janezom Rugljem in Janezom Klobučarjem, ki sta se ukvarjala z zdravljenjem alkoholikov. Ja. In jaz sem hodila na te skupine in tam so ljudje pripovedovali o svojem življenju, ne, od odvisnosti od alkohola, ki je pa bil samo vrh ledene gore, a ne, od spodaj pa zgodbe žalosti, jeze, besa, razočaranja, mislim, ni da ni. A ne? In jaz sem kot neka koterapevtka te zgodbe brala, da sem ljudi poznala. In to mi je dalo, po moje je bil to temelj, da sem jaz verjela, da to, kar človek pove, ne, da ima neko težavo, da ga boli in tako, mislim, je res vrh ledene gore, od spodaj pa neka zgodba. Ki je še ne poznamo. Ki je še ne poznamo in ki je še neizrečena, tudi neprepoznana tudi za njega samega. A ne? Ampak vi ste, oprostite, delali pri dr. Ruglju še kot specializantka? Ne, kot študentka. Kot študentka še, aha. Ja, kot študentka, 5 let. In tam sem veliko teh zgodb slišala in zelo sem se tudi povezala s temi ljudmi. Ne? Potem smo s temi ljudmi se srečevali, ko sem bila že kardiologinja. Recimo 2 člana ozdravljena od alkoholizma sem celo spremljala na srčno operacijo. Zanimivo. Ja, ne. Tako da, zelo smo se poznali in zelo smo prijateljevali in zelo so me spoštovali, a ne, in imeli radi in delili z mano te zgodbe, a ne. Se pravi, že takrat se je odpirala pot, gotovo tudi v interno medicino, ker to je pa vendarle vpogled v notranje bolezni človeka, ki so zelo raznolike. Tako, ja, in v to psihosomatiko, a ne. Če bi jaz ostala v psihiatriji, gotovo ne bi imela te možnosti, ne, prepoznati te številne povezave, a ne. Ste pa želeli iti na psihiatrijo tudi? Imela sem idejo, ne, doktor Rugelj je zelo navijal, ja, da bi šla v to specializacijo, je prepoznal, ne, da sem nekako občutljiva za te duševne stiske, motnje in to, in sem bila res, in sem res to ostala. A ne? In v interni medicini sem to še bolj lahko nagrajevala, ker se veste, a ne? Telo, duša, duh, to je enota, to je celota, to ni ločeno med sabo. A ne? Tako da, ko sem potem 23 let imela svojo zasebno kardiološko ordinacijo s koncesijo, je bil največji smisel tega samostojnega dela ta, da sem imela zadosti časa, da sem se z ljudmi pogovarjala. Se pravi, ste si ga lahko sami tako organizirali? Tako, ne. Sem lahko naredila to, da nisem tistih 7, 10, 15 minut, kolikor je bilo določeno strani zavarovalnice, sem res lahko razširila. In še to sem imela priložnost, da sem dobila samo polovično koncesijo.
To pomeni, da sem lahko polovično koncesijo naredila v polnem delovnem času. Ja, res ste si vzeli čas. Kako pa ste razložili svojim pacientom to povezavo med telesom, čustvi, duhom? Veste, kaj ni bilo treba veliko razlagati, ker ko ti človeku omogočiš, da govori, sam najde odgovor. Jaz sem jim samo potrdila, da niso bolni, ampak da so nesrečni. Da imajo težavo v neki svoji preteklosti, ki jo nenehno hranijo, in da ne znajo izstopiti. In povedala sem jim, da so vse bolezni psihosomatske. Niso psihosomatske samo avtoimunske bolezni, samo rana na želodcu, ampak vse, glavobol. In v realitetni psihoterapiji, ki sem jo potem študirala in mi je bila všeč ravno zaradi tega, ker je dr. William Glasser, ki je ustanovitelj te metode, ves čas rekel, da mi nimamo depresije, mi depresiramo. Mi nimamo glavobola, ampak glavobolimo. Mi nimamo bolečin, ampak bolečinimo, zaradi tega, ker je to oblika vedenja, s pomočjo katerega mi skušamo dobro zadovoljiti svoje biološke potrebe. To so pa potreba po ljubezni, da smo ljubljeni in da ljubimo, potreba po moči, da lahko živimo, potreba po svobodi, potreba po zabavi, učenju. In to je mene, vse to nabiranje tega znanja, ki se mu še do danes nisem odpovedala, pravkar sem še vedno študentka v šoli poslušanja Biser, Inštituta Vere Vase, Alenka Rebula, Josipa Prebek, Viljem Slavec. In to, kar sem jaz doživljala izven ordinacije, in potem se učila drugod, ne v medicini, čeprav sem seveda tudi medicine se še vedno učila, mi je pravzaprav pomagalo, da sem se končno srečala sama s sabo. Torej je bila tudi to vaša pot? Absolutno. Jaz sem pred 22 leti se soočila z diagnozo rak želodca in moram reči, da to niti ni bil nek šok, ampak je bila tako jasno spoznanje, da sem prišla do konca ene poti, ki je bila zelo težka in naporna, zato ker sem jaz se zaprla v eno kletko, da bi preživela, ampak ključ od te kletke sem vrgla stran. Ga ni bilo na dosegu? Ne, niti zame, niti za druge. In imela sem res srečo, oziroma to ni sreča, to je res božja milost, da je bil ta rak v začetni fazi, da sem imela priložnost najboljšega operaterja, ki me je operiral, nisem imela nobenih komplikacij in tako. In to je tudi pomenilo tako da se spustiš na dno in ko si tam, greš lahko samo navzgor. Ampak vseeno, ko človek dobi takšno diagnozo, se verjetno vsaj delom ali povsem poruši svet. Če ste kot zdravnica vedeli, da so dobra izhodišča, seveda pomaga, vseeno pa se soočiti s tem ni lahko. Kaj ste takrat doživljali? Veste kaj, jaz nisem doživljala nobene groze in zdaj vem zakaj. Zaradi tega, ker to, kar mi vemo in razumemo in vse te informacije, to je samo 10%. Ostalo je pa drugje. V nezavednem in to. In jaz sem prav v tistem času spremljala svojo prijateljico, ki je umrla zaradi neoperabilnega karcinoma želodca. Želodca prav tako. Želodca, ja. In jaz sem ji pomagala do konca, da je v miru odšla. In moj bratranec, veliko mlajši, je tudi imel to diagnozo neoperabilnega, ker želodec je takšen organ, da prepozno daje znake. In potem je že tako razširjen, da ga ni mogoče več operirati.
In ko je moj kolega mi sporočil po gastroskopiji ta izvid, je rekel, kaj ti povem najprej, dobro ali slabo novico? Sem rekla slabo, je rekel, rak je. Sem rekla, kaj pa dobrega v tem? Je rekel, da se operirati. In jaz 1 leto z vsem tem znanjem, izkušnjami in to, nisem dojela, da je to res bila dobra novica. 1 leto. A ne? Ampak nekaj v meni pa je vedelo, da je to dobra novica. Nekje podzavest. Tako, nekaj v meni, a ne? Je vedelo in to me je najbrž podpiralo, da nisem padla v to grozo in to. In to prepričanje, a ne, da nam telo pomaga, a ne, preživeti najhujše stvari, a ne, zame smrt ni nikoli predstavljala poraz, a ne. Ko so mi umirali, pacienti, pa tudi svojci, pa to, sem v smrti videla vedno eno od rešitev. A ne? Nekaj, kar konča to človeško zemeljsko trpljenje in omogoča ta prehod v to svetlobo, milost. Ne. In recimo sem spremljala Manco Košir, ne? Ja. Sem spremljala Anito Ugolin, sem spremljala zdaj Sanjo Lončar, ne, 3 res velike, pomembne Slovenke, ki so veliko dale. In v vseh teh primerih, ne, one so bile bolne, res, na smrt bolne, a ne. Njihova bolezen ni omogočala življenja, ampak one so bile žive in bojo ostale žive, a ne. In to jaz skušam ljudem, ki imajo take težke diagnoze, vedno nekak jim povedati, ne? Da bolezen ni odločujoča, odločujoče je življenje, ne? Mi ne govorimo o smrti, dajmo govoriti o življenju in dajmo govoriti o tem, kako lahko vsak trenutek posebej, vsak dan posebej naredimo nekaj dobrega, nekaj lepega, ne, nekaj, kar bo napolnilo naše življenje. In kar bo konec koncev tudi ostalo, ko nas več ne bo. Ampak včasih je to kar dolg proces. Človek je verjetno, različni smo, zaprt vase s svojimi kovčki, kot rečemo tudi, ne. Vi ste tudi ta pogled v presežno, vera vas je spremljala in vas še vedno ves čas vam pomaga na tej poti. Ja, res. Ampak to ni takšna vera, veste, da bi jaz hodila k maši, pa k spovedi, pa hodim tudi, a ne? Tudi, absolutno. Recimo letos februarja sem bila že drugič na romanju v Lurdu z Radijem Ognjišče. Ne? In že pred 10 leti, a ne? Jaz imam to srečo, no, da kljub temu, da nisem imela prav dobrih izkušenj z posredniki vere, a ne, ampak res imam to srečo ali pa milost, ne, da me Jezus drži za roko, no, tako. Ja, neverjetno. Kako bi se lahko marsikdo odmaknil 360 stopinj ali pa v drugo smer. Ja, res. Tako da jaz veliko molim, recimo, ko je bila moja mama še živa, sem jo vozila tako iz Maribora v Ljubljano, v Izolo in to, in ona je zelo veliko jamrala in vse je bilo slabo in vsi so bili grozni in razočaranja in to. In jaz sem ves čas iskala neke možnosti, da bi ona prišla ven iz tega. In potem ona je bila tudi zelo verna, ampak ne osebno, bolj tako. In sem ves čas iskala načine, kako bi jaz njo zvabila stran od tega jamranja. In potem sva molili rožni venec. To je njej šlo čudovito, a ne? In potem sva cel rožni, od Maribora do Izole, cel rožni venec premolile in za vse ljudi molile in to. Ona je bila dementna, da ni znala več govoriti, ampak vse je znala, vse obrazce in to. In to je tudi meni zdaj ostalo, da če grem na kakšno dolgo pot, kar molim, a ne? In je drugače. In je bistveno drugače, ja, res. Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radija Ognjišče.
Naša gostja je Tatjana Zorko, upokojena kardiologinja in psihoterapevtka, realitetna terapija. Omenili ste že ustanovitelja, dr. Glaserja. Kaj pravzaprav ta modaliteta odpira, kje je njeno bistvo? Ja, jaz mislim, da vse modalitete so v redu. A ne? Zaradi tega, ker ne gre za to, da ti uporabljaš eno metodo, a ne? In potem je ta metoda najboljša od vseh in potem ta metoda reši človeka. Ne. Reši ga odnos, ki ga ima psihoterapevt, recimo, ki ima neko znanje in ki je to znanje apliciral nase. Ne? Recimo to, kar je mene pritegnilo pri tem študiju, je to, ne, da sem jaz končala medicino, prakticirala medicino, ampak jaz bi lahko ostala, kar se tiče osebne rasti, prav na stopnji 20-letnega človeka. A ne? Študij psihoterapije pa me je na nek način povabil, prisilil, pa tudi drugi študiji, ne? Recimo ta šola poslušanja Biser, ki jo izvaja Inštitut Vere Vase, a ne? Ta mi je omogočila res, da sem izvabila iz sebe nekaj najboljšega. Nekaj, kar je spalo, kar je bilo zakrnelo, kar je bilo globoko tam prikrito z vsakdanjim življenjem. A ne? In lahko bi tako ostalo. In tako lahko bi ostalo. Ja, lahko bi tako umrla. A ne? In pri tej modaliteti me je nagovorilo predvsem ta možnost, torej teorija izbire. A ne? Da mi pravzaprav ves čas izbiramo neko vedenje, s katerim skušamo lepo živeti. Ne? V človeku je ta močna želja, da bi lepo živel. Da bi bil srečen. Da bi bil srečen, tako. A ne? In to je želja, ki jo imamo v genih. A ne? To ni naša ideja. A ne? Vsi bi bili radi srečni. Ampak z vedenjem, ki ga izbiramo, in je seveda posledica vseh vzorcev in to, pa padamo v nenehne frustracije. A ne? Ker nadzorujemo druge, namesto da bi krepili sebe. In ta nadzor drugih je lahko tudi skozi lažni jaz, o katerem velikokrat govorite. Vedno je ta album teh podob. A ne? In mi mislimo, da nam drugi delajo nekaj. A ne? Da nas drugi osrečujejo in da nas drugi onesrečujejo. To ni res. Ne? Drugi nam dajo samo neke informacije, ki jih mi prepoznamo kot za nas dobre ali pa za nas slabe. A ne? In ta svobodna volja, o kateri tudi naša vera govori, ne, to je res nekaj, kar je pravzaprav naša izbira. A ne? To pomeni, da mi, če smo mi nesrečni in če to prepoznamo, lahko naredimo vse, da postajamo srečni. Da to ne pričakujemo od sistema. Recimo, kako se ljudje zgražajo nad politiko, nad vojno, nad temo. Prižgi luč. Ampak je pa potrebno začeti delati. Vi očitno ste pošteno zakopali, ne? In tudi branje, študij, delavnice vam niso tuje stvari. Ste pripravljeni delati? Ja. To delovanje je vsekakor nekaj močnega, ampak to ni samo stvar volje, veste. To je tudi darilo, a ne, tako. To je milost, to je nekaj, česar smo itak vsi deležni, ampak se veste, tudi milost lahko zavrnemo, a ne.
Ko govorite o lažnem jazu, je tu vprašanje tudi, kako vpliva na zdravje srca, to je vaše področje. Kakšna je povezava? Ja, zdaj lažni jaz je beseda, ki jo jaz pravzaprav ne maram, zaradi tega, ker mi ne gradimo lažnega jaza zavestno. Ne. Mi kot otroci, ne, ki drama je biti otrok, ne, je rekla psihoanalitičarka Alice Miller, skrijemo svoj pravi jaz, a ne? Ga ne razvijemo, zato da bi se prilagodili okoliščinam, razmeram in tako. Ne? Mi svoje starše, tudi če so naši krvniki, a ne, da uporabim ta grozen izraz, idealiziramo do konca. Ne? Ampak da bi to lahko počeli, ker samo s tem preživimo, prikrijemo sebe. Ne? To se imenuje lažni jaz. Ne? Molčimo, nismo to, kar smo, ne razvijamo sebe takšnega, smo prepričani, da smo itak slabi, ne? Da itak si ne zaslužimo najboljše. A ne? Prosimo za drobtinice ljudi, ki nam to itak ne morejo dati. A ne? In ustvarjamo morda neko podobo navzven, ki ni naša? Tako je. Tako je. Jaz sem to leta in leta se pojavljala tako, jaz, avtonomna oseba, meni lepo živeti sama, neporočena, zadovoljna, srečna in tako. A ne? Ker je bil ta oklep, ki nujno potreben, ampak je bil, glejte, nezdrobljiv. A ne? Kako ste ga zdrobili? Bolezen mi je to omogočila, a ne? To soočenje s tem, da sem vendar pravo jaz nekako pojedla v svoj želodec in tam je nastala ta rana, a ne? Fizična rana, a ne? In potem neka moč in neka odločitev, neka moč res življenja v meni me je na novo rodila. Ne? Zdaj po 22 letih, ne, sem veliko bolj ponižna, veliko bolj skromna, jaz se zavedam, da jaz sem veliko naredila, sem imela res veliko priložnosti, da to naredim, ampak to ni moje delo. Mislim, jaz sem sodelovala z Bogom, ne? Jaz sem sodelovala v tem procesu, veliko sem dobrega naredila, tudi veliko slabega, a ne, absolutno, ampak ja, ne, čutim, da sem imela priložnost se na novo roditi. To se pravi, oditi iz tistega oklepa, ne, prav z neko tudi telesno izkušnjo, ne samo z duhovno. Ker takšno ustvarjanje te podobe in ohranjanje tega lastnega jaza, ne, črpa energijo, ogromno ene moči je potrebno za to. Grozljivo je to, grozljivo naporno, grozljivo. In potem vpliv na srce oziroma povezava? Veste kaj, srce ne, je itak ne, ni samo črpalka. Ne? Srce je čudovita črpalka. Mislim, je stroj, ki ga ni mogel ustvariti človek. Ampak je pa seveda sedež tudi te naše duše. A ne? Jaz mislim, da je to hiša naše duše. A ne? In naša duša je nekaj, kar lahko reši človeko življenje. A ne? Ampak zelo nežno govori, zelo nežno šepeta in mi nimamo orodja za krepitev duše. A ne? In veliko ljudi, jaz mislim, da enih 70% mojih pacientov, ki sem jih srečevala, pa jih je bilo par tisoč, seveda, 70% od teh je imelo težave z srcem, telesne težave z srcem, to se pravi bolečine pri srcu, razbijanje srca, razne stvari, pa srca še niso imeli okvarjenega kot črpalke. Se pravi, se na preiskavah ni nič še videlo. Tako. Ampak jih je srce nenehno opozarjalo, a ne? Da so nesrečni. A ne? Recimo panični napad, ne? Je srčni napad. Ne? In mislim, da sem bila tukaj pa res uspešna, da sem razumela to povezavo in da sem ljudem omogočila, da so oni sami razumeli,
Ne? In s tem, ko nekaj razumeš, ne, ni nujno, da se kaj že zgodi, ampak vsekakor ti je lažje. Neka vstopna točka mogoče? Neka vstopna točka, ne, neko zagotovilo, da je neka možnost, neka priložnost, ne, da se pobožeš po srcu. Jaz sem vedno rekla, kadar vam razbija srce, dajte si roko gor, ne. Se mi vemo, ne, kakšno je elektromagnetno polje srca, a ne. 5000-krat večje, ne, kot možganov, recimo. Srce imajo svoje možgane, a ne. Srce se razvije v zarodku 3 tedne potem, ko se jajčece in semenčice združita in takrat še ni nobenih možganov. Niso še razviti. Srce pa je. Srce pa je že. In srce je bilo tudi tisto na vsaki strani, ki vaju je zbližalo z Manco Košir, sta bili veliki prijateljici. Od kdaj? Ja. Manco sem spoznala leta 83, ko jo je ta skupina zdravljenih alkoholikov povabila na novoletno srečanje. Manca je bila takrat že tako znana, ne, novinarka in tako. Ja, in tam sva se spoznali in začeli prijateljevati. Ona je zame predstavljala seveda nedosegljivo avtoriteto in vse. Jaz sem ji bolj sledila, na koncu me je prosila, da pač sem z njo, 5 let je bila bolna. Najino prijateljstvo je zelo valovalo, ampak zdaj, leto pa pol potem, ko je odšla, vem, da je bila ona najpomembnejši človek v mojem življenju. 40 let ste se poznali. Ja. In tudi sami ste zdaj pri hospicu. Ta odločitev je prišla kdaj? Po Mančini smrti. Jaz sem ves čas spremljala Manco, ki je bila prostovoljka v hospicu vrsto let. In se mi je zdelo to njeno delovanje tam nekaj čudovitega, ampak jaz nisem čutila, da bi bila še prostovoljka, ker sem bila itak zdravnica, ampak po njeni smrti že upokojena in to, predvsem pa tudi po smrti mojega psa, ki sem ga imela 15 let, ki je bil tako ljubezniv, da je počakal, da je najprej Manca umrla, potem je pa šele on umrl, ki je vedel, da bi težko prenesla, če bi on prej odšel kot Manca. No, in potem sem začela razmišljati, da bi pa še upokojena sem že bila, da bi se vključila v to izobraževanje, in potem so me tudi povabili iz Slovenskega društva Hospic, in potem sem lani jeseni opravila to izobraževanje in sem se namenila v to smer, da bi spremljala umirajoče. In sem že spremljala eno gospo v domu za ostarele in to je res tudi takšna močna izkušnja. Plemenito, žlahtno delo opravljate, gospa Tatjana. In pri svojih letih še v resnici polno vpeti v življenje, tudi v teh povezavah z ljudmi, ki vas obiščejo, imate tudi odprta vrata za tiste, ki želijo pogovor z vami kot terapevtko, ne? Jaz ne bi rekla, da sem jaz v teh pogovorih z ljudmi, ki sem jih res začela v času covida, a ne, ko sem tej reviji Jana pač ponudila mojo osebno številko, zato da me lahko ljudje pokličejo, ker so imeli veliko vprašanj v zvezi s cepljenjem, v zvezi s covidom in to. In od takrat naprej je moja osebna številka javna, a ne, in ko me ljudje pokličejo, me seveda pokličejo kot nekoga, ki je dokaj znan, ne, ker na vse zadnje je ta Slovenija tako majhna, ampak v glavnem me pokličejo, nekateri tudi pridejo na pogovor, ne na svetovanje, pa ne na terapijo, pa ne na ne vem kaj, ampak na nek pogovor, kjer pač povejo, kaj jih žuli, a ne? In zelo sem vesela, no, da že 5 let sodelujem tudi kot
pri zdravniški zbornici pri razbremenilnih pogovorih za zdravnike, ker veste, zdravniki si zelo težko privoščimo to, da bi prosili koga za pomoč. Se pravi, drugače rečeno, priznate, da je to potrebno. Ja. In ko se pogovarjam z temi kolegi, sicer jih ni prav veliko, posebej ti mladi, ki so na začetku specializacij in to, vidim, koliko je pomembno to, kar je rekel, kar pravi nek latinski pregovor. Zdravnik pozdravi najprej samega sebe, a ne? In če gledam jaz nazaj, vidim, da sem v tem procesu, ki itak ni dogodek, nič ni dogodek, ne, življenje je res proces, zmogla to narediti zase in samo ker sem zmogla zase, lahko nekaj od tega dam. In to se mi zdi moje poslanstvo. Seveda vam znanje pri tem zelo pomaga. Tako, brez nekega uvida, tudi neke šole, modalitete ali kakorkoli bi bilo to drugače. Ja, res. Ampak veste, priložnosti za to učenje, ne? Jaz sem res zelo vesela, kadar vstopim v neko izobraževalno skupino, recimo na tej šoli Biser, in dobim sošolce in sošolke. Ne? Vsi so mlajši, seveda, ne? Kako se ob tem počutite? Odlično. Ne? Zaradi tega, ker ta želja po učenju nas žene naprej. To je nekaj živega v nas. Ne? Jaz sem videla veliko ljudi, ki so se nehali učiti in so na neki ravni umrli, čeprav so telesno še živi. A ne? Tako da učenje je tisto, kar nas dela žive. Novi ljudje, nove izkušnje, nove zgodbe. Vsak dan posebej, ne, tukaj je bila res Manca odločilna. Ona se je zjutraj zbudila in je rekla, kako je to krasno, kaj mi bo današnji dan prinesel. To je imela v sebi? To je imela v sebi, ja. To je bil njen dar. Ampak s tem darom je okužila, ne, številne ljudi. Ja, je mogoče tako začeti dan, tudi če tega nisi bil prevajen? Ja, zavestno. Ne? Tisti, ki tega nimamo v sebi, moramo to zavestno spraviti v sebe. Kljub temu, da ste rekli, da ste bili dolgo časa neporočeni, zdaj ste poročeni. Ne več, nisem več, ja. Bila sem en krajši čas, ni se ravno izšlo, ampak je že tudi tako prav. Ja. Kako pa svoj čas, ki ga imate, prosti čas, preživljate ob strokovnih knjigah, ob knjigah, ki vam širijo vaše znanje, da lahko pomagate drugim, vzamete tudi kakšno literaturo v roke? Jaz zelo veliko berem. Še vedno. Ja. Imam tudi zelo veliko knjig doma. Če želite kakšne knjige, vam jih z veseljem odstopim, ker jih moram... Zmanjkuje prostora? Ja, zelo veliko berem, imam zelo veliko knjig, to je tudi Mančina zapuščina, a ne, ona mi je skozi darovala knjige. Tako da imam veliko, res bogato knjižnico, tako da, ampak hodim tudi veliko v knjižnico. Imam zelo stare knjige, recimo tudi 80-90 let stare, zgodovina medicine v Sloveniji, a ne, čudovito. Torej, skratka, berem vse vrste knjig, veliko priročnikov, a ne, veliko tudi strokovnih knjig, berem v slovenščini, v angleščini, veliko poslušam, Radio Ognjišče veliko poslušam, vse te vaše oddaje, ne, res z veseljem poslušam. Alenko Rebula sem srečala prav tle, potem Kristjan Gostečnik, odlično, ne. Imam tudi njegove knjige. Tako da zelo me to polni, ampak v zadnjem času pa berem čedalje več literature, torej zgodb, a ne. Zdaj sem odkrila enega italijanskega pisatelja, ki je napisal številne romane, vse odlično prevedene v slovenščino, tako da hvala za prevajalce, a ne. In ja, to berem, vsak dan berem tudi časopise, berem revije, poslušam radio, hodim v Arboretum, ki me tudi navdihuje svojo lepoto. In na radio ste se pripeljali, zdaj le sicer z avtom, sicer pa ste rekli, s kolesom. Da kolo... Vozim se s kolesom, ja. Po Ljubljani se sploh ne maram voziti z avtom. Imam en majhen poni in to je idealno kolo,
ki ga lahko daš tudi v avto. Ni pretežko. Ja, bi lahko rekli tudi polno življenje v tem tretjem obdobju, ki lahko prinese marsikaj lepega, če znamo to videti, drži. Ja, ampak življenje, se veste, življenje ni ravna črta. A ne? Življenje je včasih neznosno težko, včasih je čudovito lepo, a ne? Ampak tako se mi zdi, ne, neka lepota, neka modrost in ljubezen, to so pa stalnice. A ne? In tudi ena izmed mojih učiteljic mi je enkrat rekla, veš, sonce je vedno, če ga ni, si ga pa nariši. A ne? Ker sonce vedno je. Ne? Je prekrito z oblaki, je deževen dan, je stiska, je depresija, je tako, ampak sonce je, ne? Vera je, ljubezen je, dobro je, ne? In čeprav ta hip ni, ne? Je, in vse mine tisto, kar je težko, in mine tisto, kar je lepo. Ne? Jaz sem se recimo zdaj soočila s tem, da imam hudo osteoporozo, pa da hrbtenica imam že zlomljena vretenca in to. Se je pojavil en strah, ne? V kaj to vodi. A ne? In potem si rečem, ne vem, ne? Ampak jaz verjamem, da ljubi Bog je poskrbel za ptičke na veji in bo poskrbel tudi zame. In to je ta stalnica, to je ta lepota in modrost. Ja, in to je to zdravilo. To je to zdravilo, da mi preživimo, ker je res težko preživeti. V času, v katerem živimo, ne, in kjer zlo neprestano hoče premagati dobro, a ne, in lepo. In in ego nam ves čas dopovedujeta, da je vse slabo, pa da so vsi slabo, pa ne, saj, veste, prižgete televizijo, ne, radio in to, ne. Vsi se ukvarjajo, 5-krat na dan slišiš za nesrečo na avtocesti, a ne? Nekam se usede, ne? Dobi prostor. Ja, se usede, a ne? In če nimaš res te tudi neke notranje discipline, ne, da lahko zelo hitro obupaš nad svetom, nad ljudmi in greš v ta tok, a ne, slabega, nesrečnega, nezadovoljnega in potem seveda zboliš, a ne. Takrat so nadvse dragoceni ljudje, ki pridejo ali pač ne, na življenjsko pot in lahko obrnejo ta tok ali pa vsaj pomagajo pri tem. Ne? Ali pa jih poiščeš, veste. Ljudje so, taki so, ne? Dobri so in slabi so. Ne? Tako kot je življenje. Tako kot je življenje. In jaz mislim, da čaka, da pride nekdo, ki te bo podprl, ne pa oviral, nima smisla. Ti vstani, ne? In pojdi v svet in pozvoni pri sosedu, se prijazno nasmej, recimo jaz se pripeljem s kolesom do semaforja, pa tam pogledam, kdo je tam ob meni, ne, pa rečem, joj, gospa, kakšno lepo torbico imate. Ne? In to pomeni, ne, da je ta ženska, ne vem, a je srečna ali je nesrečna, ali je zadovoljna ali ne, je dobila nekaj malega, nekaj minimalnega, ne. Kar jo razveseli, nekdo jo je opazil. Ampak jaz se ne delam, da sem opazila. Meni so res torbice všeč. A ne? Samo da se ne vpraša, če bi jo ta gospa želela od mene. Gospa Tatjana Zorko, res je hitro minil tale čas v vaši družbi in za tokratno oddajo sva izčrpala možnosti. Najlepša hvala za vse misli, tudi v imenu poslušalcev, in vam želim na tej vaši poti še toliko žlahtnosti, modrosti in veselja do nabiranja znanja, moči, blagoslova. Hvala lepa. Hvala vam. Naš gost.